Beletrina v živo. Dobrodošli v Beletrini v živo. Danes gostim pesnika Petra Rezmana, s katerim bova spregovorila o njegovi novi pesniški zbirki Stare pesmi pišem. Tako da lepo pozdravljeni v tem pogovoru. Začela bi mogoče z vprašanjem, ker ste pesnik z veliko kilometrino. Povedali ste mi tudi, da v bistvu od objave vaših prvih pesmi je minilo že skoraj 40 let. Kako v vsem tem času, objavili ste, to je vaša 4. pesniška zbirka, kako se je v tem času spremenil vaš odnos do pisanja poezije? Pa meni se zdi, da se kaj velik odnos ni spremenil do bom rekel, do sprejemanja pesmi, ker tudi ne bi upal reči, da pišem pesmi, ampak bolj kot ne, sem se naučil biti pozoren, da takrat nekako, ko je tak trenutek ali pa ko je kakšna koncentracija ali pa če bi rekel kak kritik, ko pride navdih, ne, takrat pač moram biti na nek način pozoren, da vem, da zdajle pa je nekaj, kar se splača zapisati. In to stanje se je pravzaprav vzpostavilo kar kmalu od začetka, no. Moram reči, da sem mogoče vmes bil kar kakih 10 let manj koncentriran na te pesniške, bi rekel, sprejemanje poezije in to, ker sem se zelo intenzivno ukvarjal z drugimi stvarmi, predvsem, bi rekel, na polju politike. In se mi je nekako zdelo tudi v nekem trenutku, da tudi če sem že kaj napisal, da nisem toliko objavljal v tem času, ko sem se, bi rekel, skoraj profesionalno pečal s politiko, tam nekje do leta 1995. Potem pa spet je prišla bolezen in pravzaprav sem potem nekako stopil nazaj v literaturo z tisto drugo pesniško zbirko Družmirje, ne. In potem ste napisali tudi še nekaj zbirk kratke proze, predvsem ta je znana vaša Skok iz kože, pa tudi nekaj romanov, tako da ste in pesnik in prozaist in me zanima, kako se razlikujeta ta dva, kako na različen način verjetno pristopate k prozi pa poeziji, no saj najbrž kot vsi, ampak kako je to pri vas, no, kako to občutite? Razlika je bistvena, se mi zdi, ker ravno jaz le v resnici mislim, da sem pesnik, ne, da imam ta nek občutek, da sem se naučil, čeprav sem včasih tudi rekel, da bi lahko vsak pisal pesmi, vsakdo, ne, bi po mojem mnenju, ko se človek rodi, ima možnost napisati pesem, ne more se naučiti, a je sprejmeš pesem, ko pride, ali ne sprejmeš, ne. In jaz se mi zdi, da sem se dosti hitro naučil in to se mi ves čas dogaja, ne. To ni neka nadzorovana stvar, ne, dočim proza je pa seveda, sploh ti daljši romani ali pa potem, ko sem se nekako zavestno odločil, da bom pisal več romanov na temo, ki prihaja iz Velenjskega rudnika, ne. Tisto je pa, bi rekel, zelo, razen tega klasičnega researcha, ki mi ga ni bilo treba delati, zato ker sem ga imel na nek način izkustveno, je ta pristop do proze pa tudi do dramatike bil tak, da sem vedno relativno skrbno načrtoval in vsebine in postopek, včasih tudi timing, ne, v kakem času moram napisati, ker je bilo kar nekaj romanov tako, da sem jih pravzaprav pisal v dogovoru z založnikom in sem imel tudi rok in me je pravzaprav priganjal rok in sem vedel, kaj vem, na en dan pisanja sem moral napisati toliko in toliko znakov, da sem prišel. Pri poeziji seveda sploh ne pride v upoštev tak princip. Pesem pride in jo zapišem in potem pač čaka ali na objavo, ali na dodelavo, ali predelavo, kakorkoli, no. Na zbirko, recimo. Na zbirko, Na zbirko. ja. Če se ustava pri zbirki, v bistvu, zdi se mi zanimivo, v tej zbirki imate zelo raznoliko poezijo, od hajkuja, pesmi v prozi, se pravi, raziskujete pesniške oblike, pa tudi razporejene so pesmi, v bistvu se mi zdi po nekem takem logičnem zaporedju, tudi vsebinsko, tako da, a bi lahko več povedali tudi o tem vašem eksperimentu s formo, ali pa kako ste sploh zastavili to zbirko, kako si pesmi sledijo, o čem govorijo, tako naprej.
ta knjiga, ne, Stare pesmi pišem, seveda nikoli ni imela namen biti knjiga. Ne. Jaz sem te pesmi pisal, ali pa bom rekel, so nastajale v obdobju skoraj od leta 2000 naprej. A ne. Od takrat do danes sem vsaj 3-krat poskušal pregledoval, preverjal, a bi to bilo za zbirko ali ne bi bilo, kaj bi štimalo skupaj, kaj ne bi in tako. Pa se mi je običajno vedno na nek način koncept ni spravil skupaj. Ne. Potem se je pa v tem korpusu dosti različnih pesmi, tako kot po formatu, kot po, tudi če rečemo pogojno, po vsebini, se mi je na nek način pravzaprav prišlo vabilo za nastop v prvi ediciji tega celjskega festivala poezije izrekanja. Ne. In sem jaz namerno za tisti festival iz pesmi, ki sem jih imel pravzaprav v predalu, da tako rečem, sem naredil en izbor in jim dal naslov Izrekanje suspenza. Ne. In tisto se je na nek način vzpostavljal kot nek samostojni cikl. Potem sem iz tistega cikla naredil celo dramsko besedilo, ne, in je v času covida je bil posnet tudi en gledališki komad, seveda po varianti Zooma zaradi covida, za ta festival Vzkrik. No, in te pesmi, saj se vam bo mogoče zdelo hecno, ampak te pesmi, to je bilo, mislim, da 10 pesmi, sem potem preprosto naprintal in obesil na vrvico. In sem imel po horizontali, kar naenkrat se mi je zdelo, pod te pesmi bi pa lahko jaz razvrstil to, kar imam v predalu. In dejansko sem potem fizično naredil tako, da sem z kljuksami za perilo sem spel tako veliko zaveso in potem sem še en cajt predstavljal tiste pesmi tako dolgo, da je pravzaprav bila sestavljena ta pesem, Stare pesmi. Prišel nek ključ, sem si naredil pač ta smešna številka 7, se mi je tudi tukaj izpostavila, ne, pod vsako pesem iz tega ciklusa Izrekanje suspenza sem priknofljal 7 pesmi in tako je pravzaprav nastala ta zbirka. Fascinantno pri tem se mi zdi to, da seveda ta ključ, ko sem ga porabil za to zbirko, je seveda samo za to zbirko. Ne. Ker se mi zdi, da bi lahko iz teh pesmi, ki so tukaj v tej zbirki, kot pravite, toliko raznolike, bi najbrž lahko sestavil tudi čisto drugačno pesniško zbirko. Ampak zdaj je to ta je narejena in jaz mislim, da je meni všeč. No. Enako, meni tudi zelo. Kaj pa naslov? Mislim, naslov je pravzaprav citat enega verza, ampak me zanima, a ste ga sami izbrali s pomočjo urednice, kako? Ker mi je zanimiv naslov, no, Stare pesmi pišem, ker vi tudi veliko v svoji poeziji, se mi zdi, reflektirate svoje pisanje. Veliko imate pesmi, ki se ukvarjajo z neko avtopoetiko vašo, kako pišete, kako urejate in tako naprej. Odkje naslov si predstavljam, da ni glih naključen, no? Da je zelo premišljen. Pravzaprav je tudi ta naslov prišel tako kot marsikatera pesem zjutraj ob 4, ko se zbudim še tako na pol v megli, se mi enkrat ta stavek speljal, Stare pesmi pišem. Mislim pa, da je to odraz tega mojega tudi na nek način intimnega nezadovoljstva s poskusom, da se z umetnostjo spreminja svet, da mora biti vse nekaj novo, boljše in lepše. Ne. Jaz sem pa le prišel v tisto obdobje, ko mi je na nek način blizu tudi, rečemo temu, tako žlahtni konzervativizem, ne, in tudi pri pesmih sem nekaterih ugotovil, da bi se marsikatera pesem lahko povezala tudi s tistimi pesmimi tam, kaj sem takoj po pesniškem prvencu iz leta 85. In se mi je zdelo kar primerno, da rekel, zdaj pa jaz ne bom več pisal novih pesmi, ampak bom kar stare pesmi pisal, tako kot sem jih prej. No, tako nekako se je potem, bi rekel, ta naslov ujel in tudi pokril te tako sestavljene pesmi skupaj.
Zdaj, kot sem že prej omenila, mi je fascinantno, koliko pesmi govori v tej zbirki prav o pisanju oziroma o poeziji. Tako da pravzaprav tole bom kar prebrala en citat. Pesmi je treba pisati takoj, na hitro, brez veliko popravljanja. A se tega držite, a veliko popravljate, veliko urejate? Tako ste prej nekako omenili, da se bolj navigirate po navdihu. A to je potem tudi, ko pride do tega, da bodo pesmi knjiga, potem tudi je še vedno tak sproščen odnos, ali potem že majčkeno bolj? Mogoče kot zanimivost, en haiku sem hotel popraviti, še prav preveril sem, ko sem se sem peljal na pogovor. 19. decembra sem pisal urednici, da bi spremenil zadnji vers predzadnjega haikuja, pa mi je povedala, da ni mogoče popraviti, ker je pesem že v tisku. No. Skratka, pesem je končana, po moje, takrat, ko je natisnjena. Ne. Po drugi strani je pa seveda ta vers, ki ste ga citirali, oziroma ta misel bolj je malo parodije na to, ne. Mogoče tudi na eno kritiko tam iz našega okolja, ne. Ker me je en kolega tako enkrat malo krcal, češ, vse ti fajn pišeš, ampak ti bi mogel malo bolj piliti pesmi. Ne? In pol sem jaz napisal pesem, pilim pesem in tako. Ne? Od pesmi do pesmi je različno. Ne? Sem pa vedno znova fasciniran, ko vidiš, da včasih neko kakšne kitici v versu obrneš besedo ali pa spremeniš besedni red ali pa, kaj jaz vem, zamakneš eno vrstico po drugo ali pa premakneš verze drugam. Kako se na nek način spremeni, lahko ne pomen, ampak ta občutek sprejemanja. Za pesem mora biti vedno dva, ne more biti pesem pa nekdo, ki ali piše ali bere. No. In se te stvari mi bolj kot to, da želim najti neko idealno formo za neko pesem, mi gre vedno bolj za to, ne vem, če je glih prava beseda raziskovanja, ampak bolj za to, da vedno na novo pogledam, mogoče bi ali pa preprosto igra, ne, zanimivo je, no, tako bi rekel, predstavljati te že narejene pesmi. Včasih se mi zdi, da je to kot neka kepa gline, ne, ali pa kip, ki je izoblikovan, ne, pa ga zmučkaš, pa na novo oblikuješ. No, skratka, imaš nek korpus, ki ga lahko vedno na novo predeluješ, ne, če ni preveč na silo. No. Zdaj, ko ste omenili kritiko ali pa to, da sta vedno potrebna avtor in bralec, a imate vi bralca, to je mogoče malo klišejsko vprašanje, ampak a imate bralca pred očmi, ko pišete oziroma razmišljate o bralski recepciji, a imate kakšen idealnega bralca, ki si ga predstavljate, ko pišete? Moram reči, da pri poeziji ne. Pri prozi se mi zdi, da sem bil sploh, kaj jaz vem, pri tisti prozi knapovski, ne, ki je mestoma že tudi dokumentarna, sem veliko razmišljal o tem, da bo pač bralec tudi nekaj dobil od tega velenjskega knapovskega sveta. Pri poeziji se mi pa zdi, da je bralec absolutno nepomemben. In bralec in kritik v prvi vrsti moram jaz začutiti, da to je ali to ni. In ko vidim, da je, potem je zapisano in potem je, bi rekel, prvo moje zadovoljstvo ob narejeni pesmi. Polje pač, če sem jaz prepričan, da je pesem v redu, jo pač ponudim objavo in potem so odzivi različni. Vsak dober odziv je toliko bolj dobrodošel, ne, ker vidiš, da se je nekoga nekaj dotaknilo, prijelo. Se mi zdi, da na ta način tudi potem poezija dobi svoje mesto in ne bom rekel svoj namen, ampak živi po svoje potem med temi bralci, na katere pa res ne razmišljamo. Vse po mojih niti ni tako strašno veliko, ampak se pravi, pustite prosto pot svoji poeziji. Ja. Mogoče še to sem vas želela vprašati, ne samo v tej zbirki, ampak tudi v nekaterih vaših drugih delih sem opazila, da v bistvu opisujete resnične osebe v svojo literaturo, ki nastopajo
tudi tukaj v nekaterih pesmih, ne vem, recimo Simona Semenič, določeni ljudje iz slovenske literarne krajine, pa me zanima v bistvu, zakaj jih umestite tako z imenom in priimkom v poezijo. To je tak en resničnostni element, ki nastopa v poeziji pri vas, ki je vezan na dejansko življenje. Različni motivi so, motivi ali pa vzgibe ali pa triggerji, no, da tako rečem. Recimo noter je pesem o Janezu Žmalcu. Pesem je bila izpisana dobesedno v trenutku, ko sem prišel iz Šoštana, iz galerije, kjer je on predstavil svojo neko knjigo dveh dram in me je fasciniral tam svojo pripoved. Tako da, ko sem jaz prišel domov, sem tisto pesem napisal in je skar taka, kot je bila napisana, objavljena. Na drugi strani so pa, kaj jaz vem, je pa mogoče tudi malo ironije na te neke tudi založniške, bi rekel, prijeme, ne, da avtor je brand, ne, in Simona Semenič je brand, ne, če rečemo Simona Semenič, potem takoj vemo, da gre za radikalno dramsko pisavo, ne, in tako. Po drugi strani je pa recimo Simona Semenič meni znanka, prijateljica, delali smo skupaj, pisali en drugemu, popravljali stvari tam v tistem pregledu pred leti. In se mi zdi potem zanimivo potem malo parodirati, ne, te zadeve, no, bi rekel to, na eni strani brand ali pa na drugi strani, kaj jaz vem, še kako znano ime se pojavi noter, ki samo po sebi pomeni neko poglavje v slovenski poeziji, ne. Mogoče je nekaj tega tudi v tem, da jaz le živim in delujem na obrobju, ali ne, nisem iz Ljubljane, jaz ne morem z nikomer od teh ljudi na kavo pa se zmeniti to ali pa ono ali pa tretje, no. In bi rekel, ta svet gledam malo z distance in se mi vedno tako nekako prikazuje v dveh plasteh, na eni strani literarna teorija, ne, na drugi strani pa avtorji kot taki in potem pride do mešanja, pa avtor, kritik, pa kritik, avtor in tako, no. Tako da iz tega se da kaj narediti tudi, bi rekel, ironičnega, tudi kritičnega, dostikrat tudi samokritičnega, je pa se mi zdi en tak specifičen pogled, zato se mi ne zdi, da jaz pravzaprav opisujem njih, razen mogoče tako, kot sem prej omenil Janeza Žmalca, ne, ki niti najbrž veliko slovenskim bralcem ne pomeni kaj posebnega. Na drugi strani so pa ta, bi rekel, bolj zveneča neka imena, ki pravzaprav niso več ljudje, ampak so neke, ne bom rekel glih metafore, ampak nekaj podobnega, no. Kateri slovenski avtorji pa avtorice vas pa navdihujejo in se radi vračate k njim in jih berete? Mogoče še to vprašanje bolj za konec, no. Zanesljivo je en avtor, ki ga grem vedno znova in znova prebirati, je Marko Kravos. Njegova zbirka Tretje oko se mi zdi, da mi je odprla takrat v tistih časih tam nekje na polovici 70-ih, pozna 70. leta, da sem glede na to, da sem nekakšen samouk, da sem pravzaprav se mi odprlo kar eno celo polje, kako se da izraziti, ne, in mi je bil kar tak, pa še danes ga rad prebiram, ja. Ja, najlepša hvala, no, za ta pogovor, tako da vabim poslušalce in poslušalke k branju zbirke. Hvala. Vabljeni. Super. Beletrina v živo.